Glejte, prva prednost je zagotovo enotna zbiralna politika, enotna muzejska politika, navsezadnje, če lahko rečem, kot danes se v nekaterih stvareh se z Muzejem novejše zgodovine se podvajamo, tako je na področju recimo oboji obravnavamo Almo Maksimiljano Karlin, to je našo svetovno popotnico, oboji segamo v nekih stvareh na področju prve polovice 20. stoletja, smo na podoben način smo zbirka stekla in keramike, ki jo imamo mi v muzeju zraven, je tudi del iz njihove zbiralne politike. Drugi so potem racionalizacija, so možne pri kadrih, racionalizacije so možne pri recimo skupnih muzejskih programih, na koncu računovodskih programih. Je veliko stvari, ki jih je možno racionalizirati pod pametnim vodstvom in s pametno politiko, ko je. Seveda so pa tukaj tudi lahko slabosti, ki pa so predvsem dejavnik tistega, kar so pa vedno na nek način rizičen faktor. Če ne bomo in moji kolegi v našem muzeju, če ne bojo kolegi v Muzeju novejše zgodovine videli prednosti, potem bo združitev kljub vsem prednostim lahko na koncu koncev izpade slaba.